oznake. To je ruralna Slovenija, Zagojeni Gorenci, ne vem kaj še vse. Nobene resne razprave o samem problemu pravzaprav ni bilo. Ne? In pomislite, ravnateljica je rekla, sej, Slovenija bo multikulturna, ni druge, to je neizogibno. Ne? Če je Slovenija multikulturna, to pač ne bo več Slovenija, bo to pač nekaj drugega. Ne? Bo to pač nekaj drugega in jaz sem prepričan, da se pač to ne bo zgodilo. Eno je biti strpen do različnosti, sprejemati, prenašati dobre prakse in tako naprej. Drugo pa je zapraviti neko samo bit, na kateri pač neka skupnost ali pa narod obstaja. Nobena tudi najbolj, bom rekel, odprta ali pa narekovajih liberalna evropska družba danes ne gradi prihodnosti in institucij v tej smeri. Ampak pri nas je ta, bom rekel, internacionalizem forsira kot uradna politika, v nasprotju z ustavo. In začelo se je pri himni. Mi danes v Sloveniji izvajamo zgolj internacionalistični del naše himne, čeprav v ustavi piše, da je himna Republike Slovenije Zdravica. In smo jo do leta 1994 izvajali celo. Izvaja se samo 7. kitica. Ne? In to je osnova tega forsiranja multikulturnosti. 7. kitica je v redu, ampak najprej je potrebno povedati, za koga gre. Kot je dejal slovenski pisatelj Boris Pahor, ti, ki želiš biti prijatelj z mano, ne, in živeti z mano v prijateljstvu in sožitju, se najprej predstav. Da bomo vedeli, kdo si. Tukaj se je enostavno Slovence kar žejno prepeljalo čez vodo. Propaganda pač naredi svoje. Nihče globlje ne razmišlja o teh stvareh. Ampak veste kaj, 7. kitica Prešernove Zdravljice je preambula komunističnega manifesta iz Čebin. In obstaja zapis Borisa Kidriča iz leta 1942 v takratnem glasilu Komunistične partije Slovenije, ki se imenuje Delo, ker je napisal cel traktat o tem, kako se bo slovenski narod preko revolucije prekvasil, kako bo postal narod proletarec z to internacionalistično dimenzijo in kako je najboljša zunanja oznaka tega novega slovenstva 7. kitica Zdravljice. Tako da, ko je Jožef Školč predlagal, da se namesto cele Zdravljice izvaja zgolj 7. kitica leta 1994, ko je to prišlo v zakon, v nasprotju z ustavo, se je točno vedelo, kaj se počne. In ker se ob tem ni nihče zamislil in vprašal in tako naprej, gre da stvari naprej in danes, bomo rekel, se nezavedno to utrjuje. Stvari se bodo začele spreminjati, ko bomo v Sloveniji ponovno začeli izvajati ustavno himno. Ko smo prvič zamislili, kako je sploh do tega prišlo in kako so nas skuhali neki mračni vodi kot džabe, ne da bi to sploh opazili. Zdaj se malo prebujamo, ker smo soočeni s tem znanjem pritiskom. Prej pa zaradi tega propagandnega pritiska ljudje sploh o tem niso razmišljali. Pa nismo razmišljali, sebe štejem zraven, ker so šle stvari tako mimo in ker je ta pač propagandni stroj bil izjemno močan. No, zdaj prihaja do tega samospraševanja in
Na neki točki je potrebno na miren, kulturen, dostojanstven, ampak odločen način pokazati, da poleg te Slovenije, ki so nekateri manifestirali lani na Kotnikovi s črnimi maskami, rdečimi zastavami, obstaja tudi prava Slovenija s slovenskimi zastavami. Evropski poslanec Franc Bogovič se je javil k besedi, da bi gledal tudi doprej nazvanje, mislim, da je prav, da damo še nekaj trenutkov. Lep dobrodošli vsem zbranim in seveda trem predsednikom slovenskih strank in pozdravljam ta današnji zbor. Naslov je Javna tribuna Slovenija migrantska kriza in tisti, ki si zatiskajo oči, da migrantska kriza ni resna kriza, ne samo Slovenije, ampak Evrope, si enostavno zatiska oči. Če si pred problemi dolgo zatiskaš oči, so vsakme večji in posledice vedno hujše. Zato mislim, da je, ko je tudi Primož izpostavil vprašanje, kaj narediti, mislim, da je prvo in osnovno naša dolžnost in orodje, ki ga imamo, da o tem govorimo, da gremo med ljudi, izmenjamo stališča in kot je bilo rečeno, v normalnem kulturnem dialogu upozorimo na ta problem. Problem ima zagotovo daljše korenine v nekaj temu rečemo imperialistični politiki, kjer se je na Bližnjem vzhodu v Afriki, predvsem zaradi interesov nafte, plina, vodila politika, ki ima za posledico razdejanje nekaterih režimov, sistemov, kjer je danes nastala konfuzna situacija, vojna, tako šitov, sunitov, vojna, kjer v zadnjo igrajo velike sile za svojimi interesi in resnično je to danes en velik begunski problem, ki je nastal na tem globalnem svetu. Evropa se ga je po mojem prepričanju preveč posvojila in ga prevzela nase, kajti v osnovi nismo mi povzročitelji tega problema, vse posledice pa, ali pa velike mera teh posledic danes so na nas. Drug velik problem je to, kar je gospod Janša in smo ostali točno omenili, ta demografija Afrike in zavedanje, da se bomo z migrantskimi tokovi ukvarjali in soočali tudi v prihodnje. Zato je potrebno imeti kvalitetne odgovore na ta vprašanja. Žal, tudi sam sem se rečeval v zadnjih tednih kristjane iz tega območja, škofa iz Iraka, duhovnika iz Sirije. Iraku je bilo leto 2014 še 1,5 milijona kristjanov, danes je še 180,000. Duhovnik, ki je bil z nami, je sam povedal, kako se izvaja nasilje nad njim, ki se ni želel umakniti z opeko. So mu izbili enostavno zobovje in na takšen način brutalno poteka ta genocid, ki je tudi v dokumentih Evropske unije jasno zapisan. Drugo, kar se zdaj soočamo, je to, kar je bilo rečeno, različne politike v različnih evropskih vladah in vemo, da ima Grčija predsednika levosredinskega, predsednika zagovornika odprtih meja in praktično se ne potrudi, da bi se evropska meja varovala. Ko je bilo tudi v Evropskem parlamentu razprave o tem, da bi bilo potrebno na grško-turški meji mejo varovati, je bil odgovor nekaterih grških poslancev z njihove politične skupine, da med drugo svetovno vojno je nemški škornji nazadnje stopil na grška tla. In gre za neko politiko, ki je danes interna politika med socialističnim blokom in ostalimi. In v Evropskem parlamentu moram povedati, da smo tisti, ki opozarjajo, da to res je problem, da treba njega odgovarjati v zelo veliki večini. Socialisti, ALDE, liberalci, zeleni, leve stranke in tudi en del EPP-ja je drugačnega mišljenja, kot smo danes o tem tu govorili. Ti odgovori, ki so bili na koncu sprejeti z dogovorom s Turčijo, da se jih pomaga varovati in nekaj dopravljati s begunci, ki so v tem območju, tudi v Jordaniji, Libanonu, varovanje grške meje je na nek način na koncu najdel neko soglasje, upam pa, da se bo to čim prej začelo reševati in tudi tako izvajati. Kar se tiče migrantske krize, mislim, da v Evropi Evropska komisija dela napako, na to sem tudi upozoril na poslanski skupini Evropske ljudske stranke predsednika komisije gospoda Junckerja, smo postavili dve tezi. V Evropi imamo probleme. Prvič, veliko je držav, ki ne želi beguncev, ki so predsedniki zelo različnih političnih skupin, od socialistov, konzervativcev, EPP-ja in imamo begunce, ki želijo zbolj v nekaj 5 bogatih držav.
To ni problem, s katerim smo se mi soočali in se ne razlagal, kako smo 70,000 ljudi sprejeli iz Bosne. In drugo vprašanje, ki smo postavili, ali ima Evropa oceno, kakšna je dejanska realna absorpcijska sposobnost, koliko ljudi lahko razvito evropsko gospodarstvo, ki očitno že desetletja tudi se napaja z takšnim migrantskim tokom, kot delovno silo, lahko sprejme jim ta zavetje in hkrati prihodnost za naslednjih 10-20 let, da se nam ne bo zgodil Molenbeek, kot se je zgodil kot posledica neuspešne integracije skozi 20-30 let. Žal je predsednik Evropske komisije dejal, da ni odgovora. In dejansko slišimo še danes, da je ta odgovor zdaj na koncu začenja iskati Avstrija, da se ugotovi neko normalno število in upam, da bo se zdaj s temi posledica teh tokov tudi kaj premaknilo na teh evropskih tleh. Kar se tiče Slovenije, jaz mislim, da pogrešam od strani vlade tudi jasnih teh odgovorov. Na mnogih korakih je pokazala, sam sem 13. že ponovil v neki občini in je bil odnos do občin, do ljudi, s tem preko občin, povsem drugačen kot je danes. Danes se to vidi pri financiranju občin in vidi se pri enostavni komunikaciji, kot nekdo, ki je v vladi in vidi v eni občini državno premoženje, misli, da je gospodar tega premoženja in tega prostora. Enostavno ni res, z ljudmi je potrebno pogovarjati se, dogovarjati in tudi imeti jasno vizijo, kaj želimo narediti. In pri naši vladi, če kaj pogrešam to, da bi za 14 naprej vedela, kaj se bo pravzaprav dogajalo. In ker tega ne ve, je upravičen strah. In ko bo enkrat začela komunicirati z ljudmi, ko se bo začela pogovarjati tudi z opozicijo in bo to sprejela kot skupni izziv, skupno nalogo vseh nas, ne samo vlade, ki ima trenutno neko večino, bomo tudi lažje se o tem pogovarjali. Sicer pa, jaz zagovarjam to, da se takšne tribune nadaljujejo, da se v Sloveniji vodi ta odprti dialog in da se nekega problema, ki je zelo resen, zavedamo in da ne tiščimo glave v pesek in z tega vidika še enkrat pozdravljam to razpravo in upam, predvsem gleda navajalke sta v parlamentu, da bosta uspela tudi prepričati kolege, ki so v koaliciji, da se enostavno začne tega problema resno zavedati in da tudi upravljati v prid ljudi, ki želimo in verjamemo, da bomo upravljati. Lošek si enkrat zapisal. V Narodnem muzeju bom branil z vsem naporom svojih sil pravice slovenskega naroda. Danes se tukaj nismo zbrali nasprotniki solidarnosti, kot je bilo povedano. Nismo se zbrali ksenofobi in nacionalisti. Danes smo se tukaj zbrali tisti, ki vidimo prihodnost za Slovenijo in ta, če bomo ustrajali na tej poti, ne bo dobro. Dialog in iskanje rešitev za enega največjih izzivov današnjega časa ni sovražni govor. To je dolžnost v prvi vrsti države, vlade Republike Slovenije. In ker to dolžnost vlada zanemarja, smo rešitve dolžni iskati vsi. Na nas je velika odgovornost za prihodnost Slovenije. Od druge politike rešitve ne bojo prišle. Zato ne bo ta dogodek prvi in ne zadnji, kjer smo pripravljeni skupaj iskati rešitve. Naša država nas potrebuje in ljudje stojijo za nami. Prosim, en velik aplavz za tiste, ki za to